Kako se lahko starši ustrezno odzovemo v primeru, ko nam otroci ali mladi povedo, da so doživeli spolno nasilje? Osnova za podporen pogovor sta varno okolje in zaupen odnos. Pomembno je, da otrokom in mladim ob različnih priložnostih sporočamo in jim pomagamo graditi zaupanje, da se lahko z nami pogovarjajo o vsem, kar jih teži. Ko spregovorijo o izkušnjah nasilja, izrazimo skrb in razumevanje. Povejmo jim, da je prav, da so nam zaupali in nam povedali o nasilju. Pozorno poslušajmo. Vprašajmo o tem, kaj se je zgodilo oziroma kaj se dogaja. Ne hitimo z odgovori, ne delajmo prehitrih zaključkov. Verjemimo jim in jih ne obsojajmo. Ne odzovimo se pretirano burno ali dramatično. Ne minimalizirajmo, ne opravičujmo in ne tolerirajmo nasilja. Bodimo pripravljeni, da bodo morda govorili z direktnimi, slikovitimi izrazi. Ne izogibajmo se temam, ki nas spravljajo v zadrego. Pogovorimo se o tem, kaj je spolno nasilje. Povejmo jim, da niso sami krivi, da so doživeli spolno nasilje in da z njimi ni nič narobe. Poudarimo, da si nihče ne zasluži nasilja in da nasilje ni nikoli pravi način za ravnanje v odnosih z drugimi ljudmi. Sprejmimo vsa njihova čustva in jih ne vrednotimo. Zagotovimo jim čustveno podporo. Če so razburjeni, jim pomagajmo, da se pomirijo. Ne obremenjujmo jih s svojimi čustvi, stisko. O svoji stiski se pogovorimo z drugimi odraslimi. Vključimo jih v proces iskanja rešitev oziroma različnih možnosti za odziv. Pojasnimo, kaj lahko naredimo in kako bomo ukrepali. Ukrepajmo po premisleku. Če je potrebno, se povežimo in sodelujmo s šolo. Če otroci in mladi zaradi posledic nasilja potrebujejo strokovno, psihološko, psihoterapevtsko pomoč, jim jo zagotovimo. Osredotočimo se na naš odnos z njimi in gradimo zaupanje.